Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo spet govorili o obilju. Spomnite par dni nazaj, ko sem govorila o tem, kako je pomembno, da začnemo razmišljati pozitivno in da začnemo si govoriti. Dovoljujem, da v moje življenje prihaja denar, obilje na utečene in na čudežne načine. In zdaj vam povem, kaj se dejansko splača. Ker dejstvo je, da res priteka. In jaz sem to hvaležna, ker dejstvo je, koronavirus vsem se pozna. Vsi imamo neke spremembe in dejstvo je, da na eni strani lahko jamramo, stokamo, česa ni, kako je bilo in tako naprej, ali pa po drugi strani naravnamo vibracijo na drugo in se začnejo dogajati čudeži. Danes sem šla na pošto, dobila sem modro kuverto in modra kuverta je najprej tisto, ki sem vozila prehiter. Ne, ni prišla taka modra kuverta, ampak v modri kuverti je prišla odločba. In ta odločba je odločba o pravici do knjižnega nadomestila in to v višini, kar precejšen znesek je, veste koliko? 1442 evrov. Kaj je zdaj to? Zdaj vam pa povem celo zgodbo. Ko sem pisala knjigo, ko imajo hormoni žur, mislite, da sem razmišljala o tem, da bo to uspešnica, da jo pišem zato, da bom zaslužila, zaradi tega, ker... Ne, dejansko jaz sem začela pisati zaradi tega, ker sem tako čutila. Ker sem čutila, da s tem bom lahko pomagala mnogim, da s tem bom nekomu odprla vrata, podala roko, nekdo bo dobil moč, nekomu bom pomagala. In to je bil moj namen. Druga stvar, tukaj noter nisem razmišljala o nobeni knjigi, nisem razmišljala, to pa moram mečkam bolj lepo napisati, pa mašnico dati gor, pa mečkam se zlagati za vsak slučaj, da nekdo ne bo imel slabega mnenja o meni. Dejansko nisem razmišljala o tem in po pravici povedano mi vseeno, kaj ljudje mislijo, ko pišem, ker dejstvo je, da nikdar ne moreš biti vsem všeč, to je dejstvo. Ampak po drugi strani pa vem, da nekomu lahko pomagam. No, in ko sem, se pravi, zdaj bo 5 let nazaj, 6 let nazaj pisala to knjigo, nastal je priročnik. In seveda zdaj stane to, takrat, ko pišeš knjigo, to nič ne stane. Potem pa lektura stane, pa tiskanje stane. In vse skupaj stane in ko začneš to vnaprej razmišljati, rečeš, nimam denarja. Ker recimo, en natisk knjige me stane 10 000 evrov. Zdaj pa pomislite, a imaš 10 000 evrov, kar tako na zalogi nimaš. In seveda potem se ti vklop nekaj v glavi, ne, saj nimam denarja, saj ne morem. No in zakaj zdaj o tem govorim? No, sem z eno gospo govorila, ki ima neverjetno zgodbo in se že na njo ljudje obračajo, ker jim pomaga, ker skozi svojo življenjsko zgodbo jim podaja roko. In sem rekla, začni pisati beležko, zapiske si začni pisati in ko bo to seme zrelo, boš zapisala. In jaz verjamem v to, da lejte, zdaj, če se vrnem na to knjižno nadomestilo. Od države bom dobila 1400 evrov in to je v bistvu neobdavčen denar. A mislite, da sem, kako zdaj do tega pridem, pridete tudi vi na konc koncev. Država stimulira ljudi, ki berejo, se pravi na en način, ne, avtorje, ki so brani. In dejansko avtorji, ki so brani, imajo neko lestvico, kolikrat je bila izposojena knjiga in v glavnem zdaj moje knjige so zdaj na 50. mestu, nekje tam okrog. Tako da v bistvu sem, danes pri kosilu, ko sem hčerkam razlagala o tem, sem rekla, pa sem ponosna nase. Ena je rekla, pa kaj hočeš povedati, v bistvu sama se ploskam, ja. Ampak biti ponosen na sebe in to je zdaj priznanje za to. Ampak druga zadeva pa, veste, ko nekaj iz srca narediš, pride denar v tvoje življenje na utečene in na čudežne načine. Vedno se to zgodi. Se pravi, odpiraš vrata in ko nekaj delaš s srcem, ko vržeš svoje srce čez drog, vse mu sledi. Zdaj pa naslednja stvar. Zakaj mislite, tukaj imam knjige,
Zakaj mislite, da so knjige od Louise Hay tako brane? Louise Hay dejansko je pisala, zato pišem v pretekliku, ker je par let nazaj umrla, iskreno v svojem življenju, ni pisala z namenom, zdaj bom pa tega noter potlačila, bojo že videli, kakšni prasti so drugi, ampak je iskreno pisala v svojem življenju in skozi njeno zgodbo, kako je preživela, prebolela raka, kako se je pozdravila, kako je sledila svojemu notranjemu vodstvu. Mnogi smo si pomagali, si pomagamo skozi to znanje, da lažje gremo skozi življenje. No in sploh, zdaj pa tukaj noter so pa te pozitivne afirmacije. Zdaj, kje se mi odprl? Težave z zobmi predstavljajo odločitve. No in potem je trditev. Odločitve sprejemam na podlagi resnice. Počivam mirno, saj vem, da vedno storim pravo stvar. To je afirmacija. Ampak dejstvo pa je, da odločitve sprejemam na podlagi resnice. Zdaj pa, mi smo pa taki mojstri, da sami sebi znamo lagati in je bolj enostavno sebe zavajati in bolj enostavno je, da nas zobe bolijo, pa koliko bolijo, kot pa da si priznamo resnico. Zato ena čudežna beseda, ki jo postavite, oziroma dve čudežni besedi sta. Prva je, dovoljujem si videti resnico, dovoljujem. In drugo, sprejemam, zdaj pogledajte, če tukaj noter počivam mirno, saj vem, da vedno storim pravo stvar. Dovoljujem si, da počivam mirno, ker se zavedam, da vedno storim pravo stvar. Naslednja stvar, če rečem, popolnosti sprejemam svoje odločitve. V popolnosti sprejemam, sprejemam in se pravi druga, dovoljujem. In če pred vsako to trditvijo date, komuniciram lahkotno in radostno. Dovoljujem si komunicirati lahkotno in radostno. Dovoljujem si biti jaz. Zdaj pa komuniciram lahkotno. Če si vas prestrašen, ne moreš komunicirati lahkotno. Ne gre, zaradi tega, ker si v strahu. No in vse to, zdaj pa pojmo na strah naprej, ker pa na tistih 10.000 evrov, ki jih rabiš za tiskanje knjige, pa rečeš, nimam, ne morem. In kaj se s tem zgodi? Vesolju sporočiš, nimam, ne morem in se zaprejo poti. Zato, zdaj pa grem spet na svojo zgodbo, ko sem jaz napisala knjigo, ko imajo hormoni žur, sem jo že dala lektorirati in nisem imela niti še oblikovalca, nisem imela niti kdo bo to oblikoval in me potegne moje vodstvo, da moram iti gospe Eleni Seničar. In jaz res grem k njej in ona reče, zakaj ste vi prišla, se nimate težav. Očitno sem prišla, ker ona mi je dala oblikovalca za to, da je nastala tako lepa knjiga z vsemi temi slikicami in spet kako je nastala. Damjan mi pošlje osnutek z nekimi puščicami. In jaz se peljem proti Ljubljani in stojim na semaforju in pada dež in te okrogle kapljice in ga kličem. Sem rekla, Damjan, moje stranke so simpatične, okrogle, ne pa špičaste, pa našpičene. Jaz hočem v krogih vse, jaz hočem, da so krogi, da je to mehko, da je tako, kot sem jaz, kot so moje stranke, to so moje stranke. In je nastalo vse v krogih. In zdaj, če gledamo, Zemlja je okrogla, Sonce je okroglo, vesolje je okroglo. Jaz verjamem, da je, planeti so okrogli, vse je okroglo. In na koncu koncev naše celice so okrogle. Vse je v bistvu v nekem zaključenem krogu. No in zdaj pa ta cikel, krog. Ko mi damo informacijo, se pravi, jaz sem se spustila, grem v tem toku, napišem knjigo, dam lektorirati, pridem do oblikovalca, pridem do tiskarja, ampak nimam denarja. In zdaj pogledajte, kaj se je zgodilo. S tiskarjem sem se zmenila za 3-mesečni odlog plačila, račun je bil čez 10.000 evrov in logično, kje imam? Nimam denarja. Ampak naslednja stvar, če bi samo to ponavljala, jaz sem si ponavljala, zaupam, da denar prihaja v moje življenje, vedno ga imam dovolj, da plačam račune. Vedno ga imam dovolj. In kaj se je zgodilo? No in prav to, zdaj sem imela davek za plačati.
In rečem računovodki in sem rekla, nimam. Ona pogleda kartico in rekla, pa saj imaš preplačilo. Točno za ta znesek, kolikor sem bila dolžna davčni, sem imela preplačilo. Ne me vprašati, od kje. No, zdaj pa pojdimo spet na ta račun 10.000 evrov. Dejansko preko naključij sem prišla do TV prodaj, da sem lahko predstavila knjigo, da sem lahko govorila o tej knjigi in 8. februarja, 3 mesece potem, ko je knjiga izšla, sem imela za plačati 10.000 evrov in imela sem točno na računu 10.000 evrov. A ni to neverjetno? Vesolje poskrbi. Ko vi se odločite, da boste nekaj naredili, vesolje vas podpre. Ne se ukvarjati s tem, kako denar materialno prihaja na utečene in na čudežne načine. Na nas pa je samo to, da spustimo ročno zavoro in da dovolimo, da se to zgodi. Tako da zaupajte, vesolje res poskrbi za nas samo takrat, ko mi dovolimo. Tako da delajte v tej smeri, vesolje vas bo podprlo.